Lepo pozdravljeni. Pod motom Ta dobra knjiga v številnih slovenskih mestih potekajo tradicionalni slovenski dnevi knjige. Mariborsko knjižno dogajanje s skupnim naslovom Ko te napiše knjiga tokrat v ospredje postavlja tabuje v sodobni literaturi. Letošnji literarni festival bo do 23. aprila postregel kar 70 dogodki. Poglejmo nekaj začetnih utrinkov. V zadnjih letih je v Sloveniji išlo kar nekaj knjig z moralno občutljivimi temami in potem se je tako v strokovni javnosti kot tudi med laiki razvnela burna debata o tem, kje so meje literature in kakšen je primeren način ubesedovanja torej teh občutljivih tabujskih tem. In tako bomo tudi mi letos pod okriljem našega festivala skupaj z našimi gosti, pisatelji, strokovnjaki na najrazličnejših prireditvah problematizirali to temo in poskušali ugotoviti oziroma najti odgovor na vprašanje, ali danes v družbi, ko se zdi, da je že vse razgaljeno, pa vendarle še obstajajo teme, o katerih se ne govori. Programska koordinatorka Dnevov knjige, tudi sama pesnica, priznava, da se nekaterih tem v svojih pesmih še ni upala polotevati, denimo umrljivosti in smrti. Se pa jih brez zadržkov lotevajo avtorji, ki pišejo poezijo za mlade. Prav smrt in podobne tabujske teme tematizira razstava Usta polno česna, na kateri se pesnik in dramatik Borut Gombač loteva raziskovanja izraznih in vsebinskih tabujev v mladinski poeziji. Izrazni tabuji, to je popolnoma preprosto, to so pač besede, ki se zdijo ponavadi v mladinski literaturi je tako, da se to zdi odraslim pravzaprav, ki se jim zdijo neprimerne. Besede, pri vsebini je pa to neprimerna vsebina. Neprimerne besede so pač besede, ki jih zdaj tudi na televiziji ne bom povedal, ki pa pri marsikateri pesmi pripomorejo k plastičnosti, k polnokrvnosti nekega motiva. Vsebinska so pa teme, ki tudi ne pričakuješ v otroški literaturi, kot je recimo spolnost na eni strani ali smrt, bolezen na drugi strani. Kako se konkretno ti avtorji lotevajo v bistvu teh tabujev? Je to na en tak komičen, ironičen način z malce distance ali gredo in medias res? Zelo različno, ampak pri otroški poeziji je največkrat neka ironična distanca oziroma rajši bi rekel neka igrivost, ki pa te pripelje na nek igriv način do zelo resne teme. To je tudi prednost mladinske poezije od tako imenovane odrasle poezije. Stripar Izar Lunaček, sicer doktor filozofije, čiga razstavo s pomenljivim naslovom Nič ni svetega, si lahko ogledamo v likovnem razstavišču Univerzitetne knjižnice, se s tabuji v svojih stripih veliko srečuje, jih pa tudi uspešno ruši v duhoviti maniri. Glede na to se ukvarjam veliko s temi komičnimi stvarmi, je moj odnos do tabujev tak, da jih moram poskušati prekoračevati, ampak na en tak ploden način. Se pravi, ne da nekaj narediš samo zaradi tega, da boš pokazal, da se en da tabu prekršiti, ampak da nekako pokažeš tudi, zakaj ta tabu obstaja, kaj je njegova funkcija, kako bi se dali čez njega, pa da bi se še nekaj, skratka neko tako raziskovanje skozi smeh. Ste lahko konkretnejši? Na primer, ena konkretna zadeva, ki jo imam tukaj razstavljena, je ta moj spletni strip Založeni raj, ki pripoveduje o življenju v raju pred začetkom sveta, se pravi pred izgonom človeka iz raja. In tukaj sem se potem hecel na take načine, da sem na primer potikal različne izvirne grehe človekoma, tako da ju ni zapeljala samo kača z jabolkom, ampak recimo tudi lenivc s posteljo ali pa kamela z zavojčkom cigaret in tako naprej. In to v bistvu tudi ta tabu o tem, da je en sam izvirni greh nekako razbija in odpira in ti da neke paralelne svetove, s katerimi vidiš, kaj bi se lahko zgodilo, če bi se stvari odvile tudi po drugi poti. Tudi tukaj Bog nastopa noter kot en tak zelo koleričen, temperamenten lik in ne kot en tak večno pravičniški stvarnik, kar je spet nek tabu, ko se razvija, ko ga pa jaz tukaj teoretsko še malo na tak način razbijam, ker ga povezujem z enimi temi starimi jeznimi bogovi, tipa Zeus, Thor in tako naprej. Čim pa delam z nekom, ko pa ni tega tipa navajen, imam pa dostikrat neke konflikte okrog tega, a bojo zdaj to otroci razumeli, pa a ni to malo preveč radikalno, pa da ne bomo užalili teh ali pa tistih. Tako da zelo odvisen, s kom delaš. Rad pa delam z ljudmi, ko mi pustijo, da tukaj nekako raziskujem po svoje. Se pravi, čeprav razumem, je strah v bistvu pred razkrivanjem tabujev prisoten?
Mislim, pogosto moram recimo iti še enkrat narediti kakšno zadevo zaradi tega, ker je bila zaznana neka zadeva kakor neprijetna. Tako da recimo mi je zanimivo to, kar je prej župan govoril, češ da v razmerah tržnega gospodarstva tabuji ne bi bili pomembni. Vidiš, da kadar delaš z ljudmi, ko so najbolj tržno usmerjeni, imajo blazen strah pred tabuji, ker hočejo narediti nek všečen proizvod, ki ne bo nikogar užalil. Tako da pravzaprav upoštevajo tiste najbolj zahojene tabuje, ki veljajo za večinske dele populacije. Po besedah Aleša Novaka, direktorja Javne agencije za knjigo, so Slovenski dnevi knjige ena najpomembnejših promocijskih akcij knjigotrštva in branja. Izjemno pomembno je, da je v slovenskem kulturnem prostoru založniška mreža relativno enakomerno razporejena, ker so tako založbe kot tudi knjigarne vedno na nek način tudi širši prostor kulturnega dogajanja, ki generira neke nove vsebine, na katerega se vežejo ustvarjalci, uveljavljeni mladi ustvarjalci in tako naprej. In v tem smislu je izjemno pomembno, da Maribor ohrani več aktivnih, dobro delujočih založb in v tem smislu si bomo seveda prizadevali, da bi tudi Javna agencija za knjigo ustrezno podpirala skladno jasno z proračunskimi možnostmi tudi mariborske založbe. Slovenski dnevi knjige v Mariboru so se uvodoma začeli v soboto s pesniškim turnirjem v organizaciji založbe Pivec. Vitez poezije po izboru občinstva je postal Gregor Grišak, vitez poezije po izboru žirije pa David Bandelj. Društvo likovnih umetnikov Maribor, ki povezuje likovnike širšega štajerskega območja, vsako leto pripravi razstavo nagrajenih del svojih članov. Razstava nagrajencev Dlum je najpomembnejša razstavna prireditev v matični galeriji. Nagrajenim slikarjem pa omogoča skupinsko razstavo v tujini. 5 nagrad in 2 posebni pohvali Društva likovnih umetnikov Maribor v ospredje postavljata 7 likovnikov, ki na tradicionalni razstavi nagrajenih avtorjev predstavljajo svoja nova dela. Umetniki različnih generacij in slikarskih tradicij se tokrat v večji meri posvečajo motiviki narave, krajini, vedutam, kot neposrednim ali prikritim odsevom okoljske in družbene problematike. Zanimivo je, kako umetniki doživljajo naravo, vsak po svoje, z tisto občutljivostjo, senzibilnostjo meditativnega doživljanja po eni strani, po drugi strani pa tistega strahu, da bo narava uničena in da človek samemu sebi korenine žaga dobesedno. Tudi današnja razstava priča o tem, da so umetniki zelo socialno in družbeno in ekološko zavedni. Ludvik Pandur razstavlja slike iz novega cikla Lebdeče sanje v umetnikovem prepoznavnem neobaročnem slogu, z doslikavanjem že obstoječih starejših upodobitev v večslojne prepletene kompozicije. Veliki tabelni formati s poudarjenimi človeškimi figurami so dela Gregorja Pratnikerja, ki združuje izročilo postimpresionističnih slogovnih variacij v ekspresivnem likovnem izrazu. Lucija Stramec razvija najnovejši cikel Vrtna slad z aluzijo na Hieronima Boša, kot njeno individualno interpretacijo klasičnih motivov vanitas, melanholije, momento mori. Marjan Mirt je kipar, ki je z novimi deli najbolj radikalno posegal v svojo tradicijo oblikovanja. Marjan Mirt je šel v eno zelo zanimivo plastiko, ki pravzaprav ni čista plastika, ni čisti relief in ni čisto slikarstvo, ampak je neka sinteza. V bistvu prej sem ustvarjal na železno konstrukcijo, ponavadi kipar nanaša glino in s tem pridobiva formo. Jaz pa sem v bistvu se ustavil samo pri železu in sem gradil tu konstrukcijo z železom naprej, oziroma ta gerist, skelet sem nadgradil še z žico naprej. Zdaj pa sem začel v bistvu aplicirati še neke materijale gor, ampak to, da je železo oziroma ta žica spodaj kot neki organski material, je še vedno viden oziroma se čuten.
Zmeraj presenetljiva in duhovita so dela kiparke Metke Kavčič, ki nadgrajuje ciklus pločevinastih čipk. Na tokratni razstavi predstavlja tudi skulpturo zvarjenih kos, ki jim dodaja čipkaste performacije, učinek mističnega sanjskega pa dosega s preigravanjem svetlobe in sence na steni. Posebni pohvali za izjemnost interpretacije likovne motivike sta tokrat prijela slikar Matjaž Duh in Marjan Jelenc, ki se dotika vprašanj človeka, umetnika in njegove nemoči v svetu kapitalizma in izgubljenih vrednot. V tem času svoje ustvarjalnosti imam velik problem. Namreč v širokem svetu in v tej družbi trenutni se pričakuje, da pristopiš k likovnemu delu trendovsko, moderno. In ker umetnost vse bolj strmi k ničemu, torej čisto skrajnemu nihilizmu. Lahko bi rekel, včasih gre za razstavljanje golega, praznega platna z nekaj barvnimi madeži in potem ogromno filozofijo okrog tega. Žal si tega kot osebnost ustvarjalno ne morem privoščiti. Vse tisto, kar me v tem krutem hlinjenju kapitalizma in demokracije zelo bega in zelo mori, so ti morda nadvlada narave, premoč narave, kljub močnemu kapitalizmu in lobijem. In tisto pripovedujem in zapisujem na likovni način, koliko se le da z modernimi, mogoče nekaterimi pristopi, prijemi. Edino tako, na tak način je mogoče pripovedovati stisko, ki jo pač kot ustvarjalec danes čuti. Razstava nagrajenih slikarjev bo gostovala v galeriji La Roggia, s katero Društvo likovnih umetnikov Maribor sodeluje več let. V društvu je trenutno 84 članov, kljub neugodnim časom za galerijsko dejavnost pa ostaja galerija osrednji prostor, kjer se združujejo. Dolga tradicija Društva likovnih umetnikov pa sega daleč v Maistrov čas. Marsikdo ne ve, da je bil general Maister prvi odpiral razstavo leta 1920. Od takrat društvo obstaja in deluje in smo pravzaprav ponosni na to, da smo najstarejše društvo v državi. Kulturno dogajanje med gimnazijci je zelo živahno in javnosti ne dovolj poznano. Tako na drugi gimnaziji Maribor že 11 let deluje orkester, v katerega so vključeni dijaki, ki želijo izpopolnjevati glasbeno znanje pridobljeno v nižji glasbeni šoli. Drug orkester se vsako leto predstavi s celovečernim koncertom. Tako je bilo tudi letos v sklopu prireditev Pomlad na drugi gimnaziji. Orkester na drugi deluje že 11 let in je eden redkih srednješolskih orkestrov, ki omogoča mladim, da se ljubiteljsko v sklopu izbirnih vsebin gimnazije aktivno ukvarjajo z glasbo tudi v srednji šoli. Trudimo se, da vsako leto dvignemo nivo muziciranja in da povečujemo število članov. Ko smo začeli, nas je bilo nekje 16, to je bilo leta 2003, potem počasi narašča, zdaj nas je 26, v najboljših časih nas je bilo tudi 28. Veliko je flavt, drugače pogrešamo godala. Zdi se mi to pomembno, da imamo godalno sekcijo, čeprav je malo številčna, ampak večinoma učencem, ki zaključijo glasbeno šolo, potem ni omogočeno, da nadaljujejo, da muzicirajo v kakšnih amaterskih orkestrov. To zdaj govorim za violiniste, violončeliste. Pihalci imajo veliko godb na pihala ali pa mogoče big band, študentski orkestri, kjer se lahko udejstvujejo, za godala pa ni te priložnosti. To govorim tudi zato, ker poznam to področje, ker sem violončelist. Osnovno vodilo orkestra, ki ga od njegovih začetkov vodi Nikolaj Sajko, je igrati glasbo, ki je mladim blizu, na zahtevnostni stopnji, ki jo zmorejo. Prvo orkestrsko izkušnjo imam iz osnovne šole glasbene, samo da smo pač tam igrali bolj klasično glasbo, pač tukaj pa igramo bolj alternativno, kako bi rekel, pa orkester je v drugačni zasedbi. Priključil sem se lani, hotel sem predvsem
pač igrati, hotel sem soustvarjati neko glasbo. Predvsem je izziv pravočasno napisati aranžmaje, ker je treba vsako leto pripraviti vsaj 12 aranžmajev in je kar celoletno delo. V septembru naredimo audicijo za nove člane, potem oktobra zvemo približno, kakšna bo sestava orkestra, potem pa moram vsak teden, vsak drugi teden pripraviti aranžmaje. Sem se priključila 1 leto nazaj, in sicer v svojem 2. letniku. Ko sem prišla na prvo vajo, pa ko mi je sošolka povedala, kaj so že prej igrali, so me pa nekako navdušili in z vsakim nastopom je to navdušenje raslo. Glasba, ki je zaznamovala svet 60 let, je letošnja izbira mladih glasbenikov, ki sicer vsako leto pripravijo tematsko zaokrožen celovečerni koncert. Letos smo pripravili programski sklop, ki obsega glasbo iz 60. in 70. let, od britanskega rocka, Beatlov, Queenov, Pink Floydov, pa potem v ZDA, funk, začetki diska. Potem gremo nazaj v Slovenijo z prvo slovensko popevko in Marjano Držaj. In še nekaj, tudi ena skladba iz fusion glasbenega žanra skupine Weather Report. Sodelovanje v orkestru na 2. gimnaziji je ena izmed obveznih izbirnih vsebin, ki so na voljo dijakom. Zasedbi, ki jo zasnujejo vsako leto na novo, pa so prilagojeni tudi načrti in cilji. Zagnanost in mladostna energija ostajata ne glede na menjajočo se zasedbo tisti, ki orkestru dajeta moč tudi za ambicioznejše načrte. V naslednjem letu smo jaz sem pripravil orkester do te mere, da lahko povabimo gostujočega dirigenta. To bo Aleksander Čonč in z njim bodo delali program filmske glasbe, torej v letu 2015. Tikkun Olam, popravljanje sveta, tako je naslovil novi cikel slik akademski slikar Toni Franović. Razstava v mariborski sinagogi je svojevrstno likovno raziskovanje slikarjeve judovske preteklosti, povezane tudi z Mariborom. Akademski slikar Toni Franović v novem slikarskem ciklu Tikkun Olam oživlja spomine iz otroštva. Ti so vezani na Prekmurje in na Maribor, kjer so živeli njegovi judovski predniki, preden jih je usoda raznesla na 3 različne konce sveta. Tistega sveta več ni. Kaj so stali kot ta sinagoga slučajno, takvi koščki. In jaz sem poskusil te koščke oživeti, koliko se može, kroz moje katalizatore, s kojima me je narava obdarila. Občutkami, talentom, idejama. Popravljanje sveta je slikarska težnja po sestavljanju in harmonizaciji lastne usode. Z motivi iz narave, ki jih slikar z močnimi barvnimi nanosi pretvarja v duhovne, tudi simbolne, intimne pokrajine. Tikkun Olam, to je jedan termin duhovni, na hebrejščini pomeni bukvalno ustvarjanje, popravljanje sveta. Lani smo naredili podobno razstavo v Lendavi z istim naslovom in takrat sem tudi napisal uvod, da je Toni eden tistih slikarjev, ki se ukvarja z barvami in z barvami govori in protestira in poskuša menjati svet.
Takrat sem trdil, da je to naslednik Chagalla po kompoziciji barv in moram reči, da je zelo zanimiv ustvarjalec in da je znan bolj po svetu kot doma. Akademski slikar Toni Franović je v Sloveniji razstavljal dvakrat. V Mariboru, ki se ga spominja kot 10-letni deček, pa je to prva razstava. On se spominja kot mlad fant, da je živel pri svojih tetah, dve sestri Rosenberg, ki sta nekoč živeli na Petancih in sta potem prišli v Maribor, on se je družil, ampak takrat še ni vedel, da so to tam neke pesmi, neke obredi, neka hrana, da je to vse židovsko. Šele kasneje, ko je tam pred leta 1980 šel prvič v Izrael, se je srečal z izraelsko mentaliteto, šegami, običaji in narodom in od takrat naprej spremlja sam sebe in išče svoje mesto v tej židovski občini, tako rečem. Odkad su naše tete umrle, od onda se prekinuo kontakt s Mariborom. Ali to je dosta jedna ovak drugčija izložba, drugčija razstava oziroma sentimentalne naravi, ker moja dediščina tu z Prekmurja, Murska Sobota, Radenci, nakon svetovne vojne v Mariboru, potem v Zagrebu. Vrnil sem se koreninami v nekem smislu. Toni Franović končuje doktorski študij na Akademiji likovnih umetnosti v Zagrebu. Njegova dela so v javnih in privatnih zbirkah evropskih, ameriških in izraelskih muzejev. Dragi gledalci, od vas se poslavljamo z glasbo. Tradicionalno judovsko glasbo klecmer so v našem studiu odigrali mariborski glasbeniki skupine Kontra Kvartet. Hvala, ker ste bili z nami in vabljeni v našo družbo prihodnji teden.